Danes v avtomobilih večina sedi več kot na domačih stolih ali foteljih. Zato se bomo ukvarjali z razmišljanjem, kakšno je pravilno sedenje za človeško telo in kakšno je tisto sedenje, ki omogoča pravilno vožnjo, oziroma kakšne so tiste nastavitve avtomobilskih sedežev, ki so ugodne za samo človeško telo. Zdaj, v resnici kakih zelo dramatičnih razlik samo v poziciji telesa v resnici ni, zato ker so pravila sedenja v avtomobilu zelo podobna ali pa kar identična pravilom običajnega sedenja, recimo v pisarni ali pa kje drugje. Edina razlika so morda položaj nog in rok, ker so pač roke malo bolj izpostavljene zaradi volana, noge pa, ker je sedež nekoliko nižje kot običajno sedišče, so bolj iztegnjene. Praviloma so tam koti naslona okrog 100 stopinj, to pomeni, če je 90 stopinj navpično, 10 stopinj ali pa morda še kakšno nazaj, tisto optimalno področje. Jasno, ledveni del mora biti v celoti podprt, hkrati bi morala biti pa tudi stegna podprta po celotnem sedalu. S tem zmanjšamo pritiske, ker namreč eden od takih zelo neugodnih dejavnikov med dolgotrajno vožnjo so pritiski oziroma zastoji krvi v stegnih oziroma nogah in s tem povezani krči, bolečine in podobne stvari. Se pravi, tako da s tem, ko razporedimo pritiske na večjo površino, potem zmanjšamo lokalne in s tem zlasti tiste, ki so tam noter pod medenico, so problematični. To pa naredimo najlažje z kontrolo višine sedeža in z samim naklonom sedeža. Zato je zelo pomembno, da smo v sedežu čim bolj nazaj, da sam hrbtni del ni preveč vzravnan, se pravi, da je primerno iztegnjen in pa da je sedež v pravilnem položaju, se pravi, vsaj vodoravno, nikakor pa ne nazaj, kakor so eni navajeni, pride do zastajanja krvi, ker pač so noge v višini, ki je višja od same medenice. Seveda pri nekaterih športnih avtomobilih je to problem, kjer pač je več ležečega sedenja, ampak to so potem bolj izjeme kot pravila. Za samo višino sedeža spremenimo samo naklon v predelu medenice, malo manj, malo več v predelu kolen. Bolj idealno bi bilo, če bi se tudi naklon samega sedeža premaknil nekoliko naprej, ker ko se sedež viša, bi bilo pravilno, da tudi bolj naprej sedimo. Ko se usedemo, je tipična pozicija medenice obrnjenost nazaj, kar pomeni, da se hrbtenica podaljša oziroma da se ledena krivina zmanjša. No, zaradi tega poskušamo potem z temi dodatki ohranjati ledveno krivino in z tega vidika je to zelo koristno, vendar je treba to oporo nastaviti tako, da je ledena krivina podprta v celoti. To pomeni, da mora biti opora takšna, da je mogoče premikati gor, dol in ven in navznoter, zato da se res prilagaja sami naši ledveni krivini. Za primerjavo, pač dobri ergonomski stoli za delo v pisarni so narejeni iz zračnih materialov. Vidimo pač mrežo na sedišču, mrežo na naslonu, ravno zato, ker vsi vemo, da pri oblazinjenem stolu pride do pregrevanja. Ko enkrat nastopi temperatura telesa 37 stopinj in več, vsi vemo, nastopi utrujenost, z utrujenostjo pa tudi potem slabše reakcije. V sami teoriji so bolj sporni sedeži, ki grejejo, ker pač z gretjem pride do povišanja temperature. Vsi vemo tudi, ko imamo doma pretoplo, nastopi neka prijetna utrujenost, to je absolutno za volanom nevarno. Medtem ko samo hlajenje ali zračenje in pa masaža, ki prekrvavijo, v določeni meri so absolutno dobri. Ja, zdaj generalno gledano so ti klimatske zadeve prispevajo k udobju vožnje. Vendar v posameznih primerih pa lahko predstavljajo problem. Recimo pri ljudeh, ki so manj občutljivi oziroma ki imajo motnje senzorike, recimo invalidi, paraplegiki, recimo pri njih so že ugotovili opekline 2. in 3. stopnje. Drugače pa recimo za moške morda ta stvar nekoliko neudobna, saj povečana toplota v mednožju vemo, da pomeni malo manjšo plodnost. Zanimivo je zelo to, da pač pri poplavi modernih materialov, ki so na tržišču, se v avtomobilskih sedežih še zmeraj uporabljajo zelo tradicionalni materiali. Mi smo že pri našem razvoju v podjetju že pred leti uporabili samo hladno tkanino, se pravi tkanina, ki se sama hladi, narejena z nanotehnologijo.